Šikali. Jer tu imajo probleme, i klizi brdo dole, ne? Po noči je bil žež in Valbona je kar lepo narasla. To je tak hudourniški potok. Tukaj smo na najožjem delu struge, oziroma te doline, in tukaj je zdolbla ta kanjon tukaj v teh stenah. Evo, da je res osko. Čau, Pikolo. Evo, 2 jarca v kolima, ovaj, i više jaraca tamo ovaj. Gle, sad ćete da se bi opet, vidiš. Toplo je, ne? Ajde. Ajde, bite se. Operska palača u Bajram Curiju. Evo, Heter nas vodi. Tu lepo vidiš, idemo po glavnoj aveniji. Sve su nasadili drveće s lijeve i desne strane, lipovo cvijeće. Puno se gradi i većih i nižih zgrada. A ima i neke sive zgrade koje su zapuštene, a to je od Enver Hodža bilo izgrađeno, a sad ne valja više ono. No, od Bajram Curija in preko teh naselij nas vodi lepa cesta. Evo, tukaj smo 2 minute od meje. Potem se pa spustimo navzdolj proti Đakovu. V vasi Korenica so zaradi tega srpskega vojaka, ki je padel iz maščevanja, pobili celo vas. Vse starejše, mlajše otroke, žene, ne, in je tukaj kot običajno pokopališče, ne, okoli pa urejajo cel memorialni park. Ravno je v delu. Ko gre ponižno. Ja. No, pa je cesta. Včasih so pa, v turških, otomanskih časih so pa take mostove gradili. Ne? Ta njihov poznani lok, gori in doli, in gori in doli. Čez eno veliko potujemo po albanski avtocesti, lepo narejena, lepi mostovi, evo kakšen viadukt. Ako znaš šta je teško, prođi Albaniju peško. A, tako most. Ja. Malo naprej, veliki tunel proti ostalim omejitvam tukaj. Evropski tunel. Prišli smo v Durst, cela naša grupa je zbrana. Evo, Heten komandira stvari. Parkirali smo pri hotelu Romana. Pred srečanjem pripravljajo se. Delujejo na združevanju Albanije in Kosova. Jako službe špresa doda, vrena sem susjedna škola Filore Mati Dogoreci na Prizren. Sot kemi ardhur me Shqipëri, i dirita me qamëri, prej sheva me guci, të gjitha përbëjnë arbarin. Në çdo pëllëm toke, ku jeton komi shqiptar, sot festojmë 28 nëntorin, ditën e flamurit kombëtar. Nëntori po, dote në kruj, ku trimi Gjergj Kastrioti ngriti të bukrit flamur. Nëntori i dytë ndodhi në Vlorë, ku Ismail Qemali me trimat e arbëris ngriti flamurin kombëtar. Në Kosova si Gjerdak Floriri, në kullën e lashtë heronjt e fundit. Ismail Qemali me Isa Politini i shtrëngojnë dorën Adem Jashar. Kosove dashme gëzot Flirin, si çdo herë më parë, edhe në këtë nëntor, me respekt veçantë kujtojmë dëshmorët, si ata të pushkës, si ata në përquj shqype bota mbarë, ka më njoftë se qfis Gjukini, ka më njoftë për shqyptarë, Trimazan si Huseini. Prandej, me doni fisin, Mali, Bregu e Marsia, për një goje sot të brohrisin,
men qut vetën rrot Shqipëria. Bashkim Kombëtar, si Parti Demokratike, gjatë mandatit të ardhshëm do të formoj institucione të fuqishme, të afta dhe efektive për të udhëhequr me sukses proceset të... Ne sot jemi modest, një grup i vogël që tregon që në këtë krizë të tranzicionit është e shpallur dhe është e deklaruar edhe kriza. Ajmo po starem u Dursu, këtë tle u Bobali čisto na novo narejen. Ja, stolpnice, velike nove zgradbe, hitro se gradi, naši sprehajajo, zdaj vse diši, večer je, 7 ura. Evo naše punčke. Čau, čau. Evo kako se smije lepo, familija lepo šeta. Ajde Violeta, kaj je to? Večerna molitev? Ja. Zdaj moraš jest Ramazan cel dan, Aha, zdaj je kosila. no kar povej še kaj. Ne, kaj bom ti povedala. Ali to je vsako večer tako, ne? Ja, vsako zvečer. In danes je prvi dan Ramazana, ne? Prvič grem v amfiteater. Bil že v marsikaterem amfiteatru, samo tako ohranjeno kot je tale tukaj, pa še nisem bil. Ne? Tukaj so spuščali sužnje notri. Z gornjimi stopnicami in potem še nižje greš. Ne stopnicami, pod sedišči. In to je čisto spodnjimi sedišči. In tukaj nekje bomo prišli. Aha, evo, tle so pa že luknje proti. Evo, tle smo pa že na dnu. Čudovita zadeva. Čudovita. Nekaj restaurirano. Aha, enigma, uganka Dursa. Tle pridemo pa ven na dnu tega amfiteatra. Kaj čast Albancem. Sicer nisem bil v rimskem amfiteatru, samo tiste, ki sem videl do zdaj, v Jordaniji, pa ta tukaj, pa v Puli, je ta najbolj urejen. Tle bil verjetno ogromen vhod tle noter. Ogromna zadeva. In cement oziroma apno in lepo ohranjeni sedežni red, pa še pogled na celoten amfiteater. No, pa pojdimo spet iz spodnjih prostorov v zgornje. Cel labirint je. Prespavali smo v hotelu Globo, vsred enega velikega naselja, ki se še gradi. Dobro je bilo. Ja, dobro je bilo, dobro smo spavali. Kar lepa arhitektura, kar dobri materijali. Hetem in Špresa bosta preživela 10 dni dopusta tukaj v enem garsonjeri, apartmaju, čisto blizu morja. In tako je dolje plaža. Zelo velika plaža. Pa koliko je te plaže? Kilometar? Ima više kilometar. Ima 10 i više. Je, kanal. Tam je, če se kaj vidi, stari Durs, to je novi Durs, ogromna peščena plaža. In zdaj je Ramazan začel in je že kar precej turistov tukaj. Hitimo po avtocesti proti Tirani, še dobro, da gremo v to smer. Pa smo v Tirani, veliki avti, velike avenije, nekaj tradicionalnega, banke tudi ob nedeljah delajo, prav zanimivo. Zelo lep center mesta Tirane, park, večpasovne promenade, ceste, kolesarske steze, še stari džamija. Popisana, šarena. In naša kompanija. Bomo šli tle naokoli. Tako smo mi majhni proti tej ogromni palači kulture. Poroke so pa povsod enake.
Evo, zdaj delajo cel krog okoli trga s kamermanom. Kamerman jih snema. Ženin in nevesta sta v tistem lepšem avtu. Tirana je že pod nami, ampak bo še bolj pod nami, ker smo prišli k temu Dajti Ekspresu. Zgornja postaja žičnice je ultramoderna, zrak, da ne govorimo, kako je fini zrak, fontane, urejena stvar v nulo. Žičnice, ki pravi, da je v lasti enega Avstrijca, v hribu na Tirano, je čudovito urejena okolica, vse hortikulturno po predpisih nasajeno. Cel botanični vrt je v bistvu tukaj, skoraj vsako drevo je drugačno. Uživancija. Ali okreni se tamo, da se vidi. Da se vidi cvet. Albanske družine so prišle v naravo, malo uživajo, da se ohladijo. Piknik. No pa ti Breda zapoj. Je rekla mene, ma nimaš pojma. Govoriti. Ma nimaš pojma govoriti. Ja, to je skom Frančešta. Miška, kje si ti? Ja, to je Palma. Vzela si mi za Po noči s prijatelji in malo življenja po Ramazanu smo se prebudili pri prijatelju Sediju in čudovito smo spali. Evo, tle gremo skozi njegove prostore, vse malo lepo urejeno, na teraso, da vidim, kaj pripravljajo. Vidi, kaj se tu dela, čudo Božje. Kako slika zdaj leče malo, bolj. Kaj ste to naredile? To je moka, Ja? voda, so in potem damo smetano, malo oljo Ja? in nič drugega. In kako se to imenuje? Tako, eno po eno, Ja. ko palačinke. In kako je ime temu? Flija. Flija. Jogurt. Aha. In to večkrat narediš to stvar? Vsaki put, Mislim, kolikokrat še namažeš to smetano? Mislim, da 15 krat. A ja? O, pa to je komplicirana zadeva. In testo? 2 ure O, to zadeva. o. Potrebno. To pa ne vem, če smo že kdaj uživali to zadevo. To je tradicija. To- Albanci. Ja, super zadeva. To bolj za praznična zadeva. Ja, Aha. tudi tako delajo. Jaz se spomnim nje, Strunjana, kakšne stvari je delala dol. Kakšne pite in bureke, zelenjavne, čebulne. Je specialistka, ne, ona? Ja, seveda. In Violeta to tudi vse zna. Ščerke tudi treba Jaz naučiti. pomagam. Ja. Evo, a tu sa druge strane gazda sedi. Sad ćemo jednu rakicu da popijemo, jel? Flija. Flija. Ja. Super. Malo samo malo filmčka, fino, počasi. Ja. In ne čez celo, v takih trakovih dela. Ja. Remzija, vidiš, Remzija, žena od Pridna. Sedija, pridna, ona je specialna kuharica. No, zdaj pa pristopa Violeta, naša prijateljica, pokrije to s toplim, menja, vidiš, eno drugo. In zdaj ono drugo pa pokriješ, ne? Da ostaja toplina. Aha. Sad tu pa jedno pola ura treba da staje, da to malo, još da se uredi, Ja, da se kroz sagrije. I ispod i od zgore. No, tako, toplota od spode, toplota od zgore.
Ja. A to su stručna lica koji ocjenjuju ovaj rad. Ja. Ovaj rad. Evo. Fazli. In temu se reče Ima brata. flija. Ja, Flija, znam to ja. Flija. Fazli ima dobrog brata, evo. Uredio, sad smo pregledali, kontrolisali parcelu. Vidi, to je vse. Sve petisa. Vse sedi mora skrbeti za to, ker je malo Fazlija tukaj. Flija je končana, prišla je na mizo, Remzija je prinesla. No. Pravi, sedi, da je najbolje to toplo, da se jede. Breda, uči se. Ide. Breda, pomagaj malo, tako, ja. Pa idi mir, čiga mir. Mir. Jesi došao? Živjeni mir. Da, dobro. Pa mi idemo. Babiš kako govor, Babi? Čaj podimo, ja, slušaj ti. Pa nije šupo bojca To za jest? Smo že jedli. Veterandi imajo same velike bajte. Ta del je od Fazlija, ta del je od Sedija, velike garaže. In tukaj nasproti se nahaja prva osnovna šola, ki so zdaj spremenili v muzej. Posebna skulptura so naredili naokoli. Super deluje. No, tam je nova osnovna šola. Spredaj je nogometno igrišče. Ravno prav smo oddaljeni od cest, da imamo blažen mir. Edo, kar 3 rihtajo, 3 specialisti. In nekaj nasmeh se drži, izgleda, da je všeč. Ja, Breda? Evo, eden drži kodre, eden šprica. Kaj takega še nisi doživela, a? Turška estetika kot Erkana. Je v redu? Sprehod po Prizrenu. Zgleda, da se pripravljajo na volitve. Skozi Prizren teče taka lepa reka. Po levi strani je sam sprehajalna cona in džamije. V ozadju pa visoki. Verniki prihajajo iz džamije in vernice. To je največja in najstarejša džamija v Prizrenu. In za njo v hribu je pravoslavna cerkev. In če gremo še naprej, je trdnjava mestna, velika, ogromna mestna trdnjava. Kalaja pravijo. Tu za žejne turiste. Tudi malo popil. Tam je spomenik, konjički za turiste. Mogoče bomo za Bredo ponudili. Tukaj smo pri mostu, v Prizrenu. Dobili smo pravo kavo. Turško, ne? Poglej, pokaži. Svire. Da se vidi. Turška kafa. V džezvi pravi. To je hiša. Hiša od njene babice, njenih staršev. Ona je tukaj živela, ko je bila majhna. To od tvojih staršev? Od moje snajke. A, od snaje. Aha. Šumbukur, ja? Če svoj namen rana. Sve je unutra urađeno ručni rad. Jel može ona na engleski da priča o čemu se radi ovo? Da, kje zna gore. Sinan Hasina džamija iz 17. stoletja. I če ćemo unutra na džamijah, ni dosti slikari. Tukaj so pa kaj? Čas, ki odšteva.
Lepa je, super. V srednjem delu džamije, kot eni loži, je še ena majhna loža, tam 5krat na dan pride imam in moli. To so te 2 mikrofona in to gre potem na ozvočenje, na minaret in se potem celo mesto to sliši. Kar so izreki iz Korana, v džamijah vsi procesi potekajo v arabskem jeziku, ko so včasih v katoliških cerkvah v latinskem jeziku. Oni se še držijo tradicije. Ta del zgoraj je pa v cerkvi izločen, da se zgoraj zbirajo žene in žene zgoraj molijo. Moži pa molijo tukaj po teh linijah. Vsaka linija ima svoje ime in nekaj pomeni. Ta fant nam je lepo povedal, vse džamije so odprte, so brez vstopnine. Ženam, ki pridejo noti, dajo ogrinjala. Moški ne smejo v kratkih hlačah. Evo, ura je v Prizrenu, zadnjega junija, dobre 2:30. Super lepa, ja. In da zaključimo z izrekom iz Korana. Evo ga. No, Prizren smo si malo ogledali, precej stvari je še ostalo za ogled, ker je to izredno zanimivo mesto, staro. Drugič bomo še malo muzeje pogledali, turško kopališče in vsekakor uživali. Včasih turško kopališče, pod temi kupolami in stvari dosti prenavljajo. No, ta hamam oziroma turško kopališče je ravno sedaj pod restauracijo. Dobro, bomo pa čez 2 leti spet pogledali. V glavnem pridni so, pridobivajo evropska sredstva in delajo na veliko vse posod. Same trgovine s čudovitimi oblekami, poročnimi in kar tako. Okus pa res imajo albanske oziroma kosovske žene. Ena lepša obleka kot druga. Tudi tradicionalno vmes. Tradicija, promet in ulica butikov. Ženske so zginile tukaj. Raj za ženske, a? Eden. Če nije ti krave, hoćete li sjesti? Gospodine Milan. A nema Ljubljana, ni Beograd, ni London toliko butika na jednom kraju kao ovdje. I tako divnih obleka, ne? Zanimivo je gledati ženske, kako grejo od trgovine do trgovine. Klepetajo, naj hotel Teranda ali Pašina džamija, ki smo jo prej obiskali, zelo lepa, čudovita, lepo porisana, skoraj kot čarana in vmes sodobne zadeve, displeji. Pip, 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 pip.
Za vse je poskrbljeno. No, zdaj gremo pa v ta pes cono. Evo, naše ženske že grejo. Na Čevapičice nas je povabila Ščipa. Pred kosilo malo poplaknemo roke, ne? Se osvežimo. To je fino, da imajo na tolikih krajih lepo hladno vodo, ne? Kosovo, Albanija je polno lepe, čudovite vode. Ja. Hladne. Evo, se že vozimo, že par kilometrov, pa smo še vedno v predmestju Prištine. Zdaj so se prvi znaki pojavili. Center. Ogromno mesto je to ratalo. Tako kot celo Kosovo ima hiter, eksploziven razvoj. Nekje je bolj urbanistično lepo zasnovano, nekje manj. Že potujeva proti Sjenici, tle sva na visoko ravni Golija, čez 1000 metrov višine je ta del Srbije. Evo, smo že dobili stik z domačini, tle smo celo okrog 1200 metrov visoko in pred nami je Golija. Tam gor, najvišji vrh Golije je 1420 metrov visok. Tle je v bistvu vse naseljeno. Izvanredno mi je všeč ta del Srbije. Super je. Golija je tudi nacionalni park. Smo na višini krepko čez 1400 metrov na planoti Golija. Neverjeten je ta del Srbije. Smrekovi gozdovi. Kakšen zrak. Sjenice proti Užicam. Malo pauze je ne škodi. Kako lepo je na Goliji. Obširni travniki, obširni smrekovi gozdovi, višina. In planota. Celo avtocesto imajo tle gor na 1400-1300 metrih. Lep je ta del Srbije, visokogorju. Osrednja Srbija, malo bolj na zahod. Iz Golije, mimo Zlatara, gremo mimo Nove Varoši naprej proti Užicam. Nisem vedel, da je Nova Varoš tako visoko. Užicami in Bajino Pašto so obiskala ogromen spominski park. Pa si ga oglejmo. Užička republika ima izborb na Kadinjači. Tu bi rekel, veličasten spomenik, velik, gromozanski in zelo lepo vzdrževan, lepo urejen. Prav za pohvaliti je Srbe tukaj, kako so tukaj lepo naredili to zadevo in estetsko speljano. Tega grebena, ki so potekale te borbe. Skoraj v isti minuti, ko zvejo, da si Slovenec, se pohvalijo, da poznajo Slovenijo, kako nam je fino, kako smo bili prijatelji. Prihajamo v nacionalni park Tara. To je nad reko Drino. Preleti človek iz ovinka, pa dobi čredo kos, takih lepih. Sonček se skriva za borovci, ura 8, sonce zahaja, sonce zalazi, Slovenci dolaze, sem jaz mislil pesmu. Spala bo v tej sobi tukaj, tako kot zadnji bod, to je lovski dom Predokrst. Milenko in žena sta nas sprejela, imajo tukaj še svojega vnuka. No, ta vrh bova pa jutro obiskala. Jutro na Predovem Krstu. Že bolj kasno jutro. Dobili smo že kavico. Gremo proti velikem stolcu, Kapetanovi kolibi. Najvišji vrh planine Tara. Steza, pot, cesta je čudovito markirana kar v redu. Tukaj sem na zadnjem gozdnem obrčališču. Tukaj se konca vse žive zadeve in pot, kolovoz nas vodi gor naprej v hrib. Nimaš kaj fali. Planinskih otisov čevljev ni tukaj, na tej označeni planinski poti. Pot se zložno vzpenja, zdaj pa napad na vrh. Ravno kar sem splašil
Dve srne. Še zadnji korak je proti vrhu. Malo je skalnato. Še kače verjetno treba tudi gledati. Rit. Osvojil sem rit. Ne veliki stolec. No, po pomoti sem osvojil kučki rit. A nič hudega. Tudi tle je zelo lepo. Jezero za ovine. Pa gremo nazaj trkom. Kje najdete kakšno pametno pot. Predvsem malo obljuden je ta hrib tukaj le. Za tem drevesom je pa avto obrnit in je še na veliki stolec. Prejšnje poti in ceste so bile proti Kozjemu ridu, no, zdaj greva pa res proti Velikemu stolcu. Veliki stolec. No, naš džip gre lepo naprej. Kjer grejo divji prasci, gre tudi naš džip. Pot na veliki stolec je bolj shojena, kakor pot na Kozji rit. Po tem kamnu pri kraju se vidi, da je tukaj nekoč bila mulatjera tle gor. Lepa planinska pot. Stolce je livada in ko hodimo po njej, se nam nenadoma odprejo razgledi. Kako lepo. Se vidijo tukaj pol Bosne, pol Srbije, slovo od lepega razgledišča na velikem stolcu. Gremo spet čez te cvetoče poljane proti obzidju gornemu. Kot neke vrste vres je, ampak ni. To je malo pod 1800 metrov visok vrh, planota stela prihaja iz hribov. Ni treba tako počasi jeti. To je avtocesta. Ampak je kakšen kamen. Zrito od prascev. Kako gre? Odlično. Odlično. Po najlepši mehki preprogi. No, pa gremo še malo naprej. Tam je tisti en kamenček bil. No, zdaj greva pa na vidikovec Sjenič, da vidimo, kaj bo to. Klopce za počivanje so tukaj okoli. Sva šla pogledati še globoko na bosansko stran, v eno sotesko. Potka je lepo tapicirana, zelena, da umirja živce. Je tako? Ja, zibajoča. Ja. In prijetna, hladna. Bregovič nam naklada. Ja. Preprosto, glej, še en kuj. Sva v Jagoštici, na skrajnem zahodu Srbije. Prva hiša Srbije, ali pa zadnja, kakor imenuješ. Z naše strani je prva. Tukaj stanuje Miroljub. Poznan človek, ima lepo kučice vštimane, ima tam tudi turiste, lep prenočišča. Greva midva na Vidikovac. Jagoštica je široko področje v nacionalnem parku Tara. Mičeni, ker ližejo me od veselja. Kužeki lepi, muževeda, lepi mladički ste še. Popolnoma naravno življenje. Psi prijazni, za psov se maček preteguje. Ja, seveda. Ja, evo jih. Ovce na drugi strani. Mož od kur. Idila. Kokokok, kokokok. Mosi lep. Malo naprej od hiše pa začnejo prepadi nad kanjonom Drine. Tukaj se planina konča. Kaže pot. No, pa so končani obiski. Ograja zapret in gremo na Predov krst. Iz Jagoštice gremo proti Predinom krstu. Kakšen kanjon, Ja. Drine se vidi, Tam ki so zadaj. skale tam, ne? Tam zadaj je kanjon Drine.
Evo. I tle, poznami malo pot, lepa čudovita Naša pot. pot. Čisto preprosta. Sonce že proti zahodu. Ampak še vseeno bo kakšne uro in pol sijalo. In midva se prebijeva skozi Vukojebino. Vukojebino. Dovolj. Vreme se je kar naenkrat spremenilo. Po zajtrku odhajava s Predovega krsta. Megle zagrinjajo izpod skladov. Planine Tara. Izvira reka Vrelo. 365 metrov teče tu, po odprtemu, predno gre v Drino. Iz vseh skal tu ven curi. Kar precej vode. Pri tej poznani hišici na vodi sredi Drine. Ten čovnom pride gor, v stopnicah in je v kučici. Ogromen memorialni center, ogromno žrtev pokopanih in še jih pokopujejo. Število žrtev ni končno. Genocid iz leta 1995. Po poti sva videla mnogo hiš, praznih, porušenih, bombardiranih, zažganih. Na teh kamnih so vse napisane žrtve. Breda tam gleda. Kar šokirate vse to skupaj malo. Kad su izgledali starce, djecu iz... Pa isto ovdje u 15. A lijevo su oni i nas u sali, ja sam bio 5 dana ovdje u sali u zarobljeništvu. Da. I onda prebačeni u Visoku i tamo smo razmijenjeni na Palama bio. 92. 16. maja se razmijenio. I od nas, da nije bilo u Visokom, da nisu razmijenili neke oficire, mi bi svi u Batkovi zaglavili, svi bili pobijeni. Niko ne preživio. Možda bi neko preživio. A nas je 402 razmijenjeni. 402 razmijenjena ovdje pobijeno. Preko 100 ljudi u sali. Plus prije 10. maja i posle. E sad kad su čuli ovi Zalužje, Voljavca na gore sela, oni su svi preko brda i u Srebrenici. Aha. I tu su bili do 95. Onda je bila 95. i tu je... 95 isto bilo. Isto ovdje bilo. Muškarce, sve. Ko se nije stio predati, on je preko šume bježao prema Tuzli, ko je se predao ovdje, on je njega likvidirao. Zato se predavalo ovo, zato što je bio UNPROFOR kao... Da. Mnogi su krenuli... Pa to je bila najveća greška, mislim najveća prevara od 20. Brziva po bosanski autocesti, Sarajevo, Zenica, in greva kam, proti Travniku, na Torto. U sobama se spavalo, nije bilo kreveta, spavalo se na podu. Ja. Posteljina i sve se vadilo tu, da. Poslije spavanja se je vraćalo na tamo. Također, tu se i objedavalo. Ovo je recimo stol koji služi za objedavanje. Zove se sofra vrsinija. Stavljala se tu i onda sjedi u krug, i onda se opet vraća tu. Ovo je Serčija ili Minder. To je mjesto Serčija ili Minder. Minder. To je mjesto za sjedenje, razgovore uz kafu, cigarete, meditiranje, za prijem gostiju, za sve. Kako kažu Sloveni, jel? Zibelka, ja. Krasno. Ovaj sadk zove se Hara. Aha, to je pa prav. I oni uglavnom služe za čuvanje najdragocijenijih, najvrednijih stvari u kući. Ovo? Peškuni? Peškuni, da. Aha. Da ponovimo za film. I ovo Har, ne. To je Bešika. Bešika, a ono? Sehara. Aha. Zatim ovako dekorisani strop se naziva šišeta ili šiše. Smo u Jajcu. Lepo ma je to naštimano. Ko voda mladosti vječne, vječna mladost je moja. Malo se uskrbiva z vodo in potem greva na ogled Jajca. Živeli, na zdravje ljubav. Skozi Travničko kapijo greva skozi staro mestno obzidje v staro mesto Jajce. Izredno zanimivo in lepo. Spenjava se ob starem obzidju, še stare hiše. Upam, da bo pripihala do vrha z Bredino nogo.
Zdaj so pa v trdnjavi. Na vratih je bil kralj Tvrtko, prvi bosanski kralj. Z gradu je lep pogled. Malo prej smo bili pri tistem vhodu v mestu. Najstarejša cerkev v mestu. Porušena že v 17. stoletju ali 18. Obzidje oziroma grajski del je pa kompleks zelo velik. Tukaj bi še bilo za izkopavati, pod nami pa mesto. Trdnjavo sva si ogledala, zdaj skozi rezervni izhod šibava na ostali del. V Bosni je fino, na vsakem vogalu, sploh pa pri mošejah, so frišne vode, lepo hladne, neverjetno hladne. Zelo lepa džamija, zdaj bo začelo verjetno muzejim. Ne, nič ga še nismo slišali. Več je okej. Molitev, opoldansko. Njihova barva je tradicionalno zelena. Res lepo obnovljena džamija. Gor minaret z muslimansko zastavo. No, zdaj sva pa malo naprej od Jajca, pri teh svetovno znanih mlinih, vodenicah na reki Plivi. Res lepa zadeva, lepo obnovljeno. Izkoriščajo ta naravni padec preko lehnjaka. Piva je zaezena v krasno jezero. Krasna temnozelena voda. Pravi biser narave tukaj. Ljudje se kopajo, uživajo v naravi, ob vodi. Liščica. In tukaj so take narejeno zajetje kot korita in gre v ta mlin. Lokacija Mlinčiči se imenuje. Na drugi strani pride ven skozi to cev, ki je zožana, da ima večji pritisk in tle goni to kolo. Trenutno ga pot proti domu. Po ogledu Jajca sva šla proti Banja Luki in skozi Mrkonjić grad, kjer so lepe planine. Tukaj je bilo tudi že poplavno področje. Lepa pokrajina ob Vrbasu proti Banja Luki. Benjo-like smo rekli včasih. Bosanci imajo lepo urejene avtoceste. Tukaj iz Banja Luke. Gremo čez Savo, čez most, tle je vse plavalo. Kdaj je bilo to? En mesec nazaj pod poplavo. Smo na Hrvaškem. Evo, skoraj doma. 5 ura, čez 3 ure bomo doma.